Na novomeški občini načrtujejo celovito prenovo Kozinove zidanice, ki jo je že pošteno načel zob časa. Namenjena bo izvajanju kulturno-umetniških in izobraževalnih vsebin, pa tudi protokolarnim dogodkom in turistični promociji območja. Verjamem, da lahko z vsemi temi sinergijskimi učinki naredimo nek korak k boljši prepoznavnosti in boljši promociji in tudi ponudbi na področju kulturne infrastrukture v naši občini. Lani so s podpisom pisma o nameri za ureditev Kozinove zidanice k projektu pristopili še Glasbena šola Marjana Kozine, Trškogorski vinogradniki in Društvo slovenskih skladateljev. Vsi obetamo, da bo to mesto postalo dobro izhodišče ene pristne ustvarjalnosti, torej ne samo spomina na izjemnega ustvarjalca, temveč tudi kraj, kjer bodo lahko umetniki ustvarjali, se srečevali. Z našimi učenci se trudimo, da poleg teh naših rednih nastopov tudi oživljamo, se pravi, kulturno dediščino slovenskih skladateljev. Marjan Kozina velja pa kot eden največjih slovenskih skladateljev, tako z našimi učenci kot z našim simfoničnim orkestrom. Tako da pri tem projektu pa se veselimo tega sodelovanja. Kot prvo nas je župan prosil, da se ta zadeva za začetek uredi, tako da smo organizirali res vinske trte v tem vinogradu, da malo lepš zgleda. Zdaj v začetni fazi bomo pomagali občini malo z nasveti. Želja je zidanico, ki je v lasti mestne občine od maja lani, obnoviti še letos. Torej, mi imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, ta trenutek si prizadevamo za pridobitev kakšnih sofinancerskih sredstev in potem lahko že začnemo za prenovo. S potrditvijo na občinskem svetu se je Kozinova zidanica pridružila Kulturnemu centru Janeza Trdine, Anton Podbevšek teatru, knjižnici Mirana Jarca, Dolenjskemu muzeju z Jakčevim domom in Narodnemu domu, ki so bili za javno infrastrukturo na področju kulture v novomeški občini določeni leta 2020.